Jaz imam običajno za tele videe in kamermana in lučkarja, ampak okej, danes sem sama doma, tako da bom probala sama nekaj posnet, pa če rata. Skratka, evo, 3 dni jogurtove diete je za mano. Ta dieta obljublja 4 kilograme minusa v 3 dneh. Moram reči, da jaz sem tudi že vmes malo skakala zjutraj na tehtnico in sem bila kar presenečena, ker dejansko sem s to dieto uspela izgubiti. Želim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Mida sva Bija in Aleš, sva zdravstvena delavca in na tem kanalu govoriva o problematiki hormonov, ščitence, prehrane in pa podobnih uporabnih stvarih za zdravje. Vsake toliko cajta se pa tudi malo za hec, pa malo za res lotva kakšne malo manj uporabne zadevce in za vas preizkusva kakšno moderno dieto, da vam lahko poveva, a se splača probati. No, trenutno je med zvezdnicami zelo moderna taka jogurtova dieta, ki obljublja izgubo 4 kilogramov v 3 dneh. A je to res mogoče? Dajmo poskusiti. No, na internetu sem našla pravila te diete, ki se jo bom držala v naslednjih 3 dneh. Tehtnica pa mi bo povedala, a sem bila uspešna ali ne. Ne, to ne bo. No, še preden pa vam predstavim jedilnik. A misliš jogurt? Ja, in še preden se v bistvu sploh lotam te diete, pa dajmo pogledati, zakaj naj bi ta dieta bila uspešna in zakaj ravno jogurt. Jogurt ima lahko številne pozitivne učinke na zdravje vašega telesa. Je super živilo in je priljubljen pri odraslih in pa otrocih in poznan praktično povsod po svetu. Jogurt je v bistvu fermentiran mlečni izdelek s kremasto teksturo, radi pa ga imamo pri zajtrku, pri malci, uporaben pa je tudi pri kuhi in peki. Do neke mere lahko jogurt v sladicah nadomesti celo maslo, predvsem pa doda v sladico še majhen beljakovin. Glede na številne študije, jogurt vsebuje več pomembnih hranilnih snovi, ki pomagajo pri boljšem zdravju črevesja in pa pri hujšanju. In katere so zdaj to? Jogurt je bogat vir kalcija, pa beljakovin, vitamina B, vitamina D in pa tudi pomembnih mineralov, kot so kalij, fosfor, magnezij in riboflavin. Jogurt je narejen iz fermentiranega mleka in zato vsebuje bakterije Lactobacillus bulgaricus in Streptococcus thermophilus, ki jim rečemo probiotiki in pomagata ohranjati zdravo prebavo. No, probiotiki pa prav tako pomagajo prebavljati mlečni sladkor laktozo, zaradi česar običajno jogurt lahko jedo, vsaj v manjših količinah, tudi tisti, ki sicer ne prenašajo dobro mleka zaradi laktoze. No, probiotiki torej tudi spodbujajo rast zdrave črevesne flore, kar pa vpliva na hitrejšo prebavo in hitrejše izločanje toksinov. Dejansko torej jogurt ima številne koristi za zdravje, vključno z boljšim zdravjem kosti, boljšo prebavo, s čimer dobro vpliva na imunski sistem, ampak a lahko zdaj z jogurtom tudi shujšamo? To bom jaz poskusila ugotoviti. No, pa dajmo zdaj pogledati, kako izgleda jedilnik te moderne diete, da grem lahko v shopping po sestavine. Se pravi, pri jogurtovi dieti se osredotočamo na to, da jogurt tako ali drugače vključimo v vsak obrok čez dan. In kje zdaj moj jogurt? Aha, pa ni samo jogurt na jedilniku. No, to je že v redu. Gremo. Okej, tale jedilnik torej vključuje 4 obroke za naslednje 3 dni, kar je v bistvu, če pomislim, en obrok več, kot ga imam jaz sicer v dnevu. Ampak ajde, tisto malco bom pa že zmogla. Kdo ugane, kaj imam danes za malco? Jogurt. Mogoče tukaj še ena opomba, kratkotrajna uporaba te diete, se pravi ne daljša od 3 dni, zdravim ljudem zagotovo ne bo škodovala. Dolgotrajna pa mogoče odsvetovana, tako da preden se lotite te diete, se dajte posvetovati z osebnim zdravnikom. Jogurt, grški in jogurt navaden. Ostalo pa za nas, ne čudem, da daš skušala. No, prav tako pa dieta z jogurtom ni primerna za tiste, ki imate intoleranco na mlečne beljakovine, kar je v bistvu ena izmed najpogostejših intoleranc, ki jih pomerimo pri nas v laboratoriju. Tale moj jedilnik mi kot zajtrk navaja jogurt s sadjem in pa kosmiči po izbiri.
Ok, tukaj ni neke hude drame. Bi pa mogoče dodala še to, da vedno lahko malo popazimo, kakšne kosmiče dodajamo. Če redno spremljate ta najin kanal, pa sva vas zagotovo že naučila, da veliko kupljenih mislijev vsebuje čist preveč sladkorja, kar vpliva na porast glukoze v krvi in posledično poskok inzulina, česar pa res ne potrebujemo že takoj pri prvem obroku zjutraj. Tako da mogoče je najboljša stvar za dodati v jogurt so kakšne robidnice ali pa čist navaden oves. Bo pa takle jogurt tudi moj prvi zajtrk te jogurtove diete. No pa dajmo zdaj pogledati 3 lastnosti jogurta, zaradi katerih bi ta dieta lahko potencialno bila uspešna. Jogurt je res dober vir kalcija, ki je esencialen mineral za zdravje kosti. Recimo že en sam 200-gramski jogurt vsebuje več kot 400 mg kalcija, kar je v bistvu polovica naših dnevnih potreb, potem pomembnem mineralu, ki krepi naše zobe pa kosti. No, prav tako pa naj bi bil kalcij pravzaprav povezan z izgubo telesne teže. Prebrala sem eno raziskavo, kjer so ugotavljali, da višji nivo kalcija lahko zavira rast maščobnih celic pri mladostnikih, pri menopavzalnih ženskah in pri diabetesu tipa 2. No, prav tako pa so ljudje, ki so uživali prehrano bogato s kalcijom ali pa so dodajali kalcijeve nadomestke, v povprečju so se redili manj kot tisti, ki niso dodajali kalcija. Zdaj, če koga te raziskave bolj podrobno zanimajo, bo v opisu link, pa si lahko spodaj pogledate. En 250-gramski jogurt lahko vsebuje nekje 10 gramov beljakovin, no grški pa celo do 20. Beljakovine v jogurtu pa pomagajo pri izgubi telesne teže na več načinov. Prvi način je regulacija hormonov lakote, se pravi velik vnos beljakovin, namreč vpliva na povišanje hormonov, ki zavirajo apetit. Prav tako pa zniža nivo hormona grelina. Zdaj o grelinu pa leptinu smo že govorili, pa dajte si pogledati ta video. No, drug koristen učinek beljakovin pa je pospeševanje presnove. Visok vnos beljakovin namreč pospešuje prebavo, s čimer pa potem pokurimo več kalorij. Z vnosom beljakovin smo tudi dalj časa siti, kar posledično pomeni manjši vnos kalorij skozi cel dan. Zdaj, če si sit, ne tlačiš bedaril. Pomemben učinek vnosa beljakovin pa je tudi ta, da ob izgubi teže oziroma hujšanju ne izgubljamo tudi mišic. Jogurt je dober vir probiotikov, torej zdravih bakterij, ki podpirajo zdravje črevesja. No, našla pa sem tudi eno raziskavo, kjer so ugotavljali, da probiotiki, predvsem iz skupine Lactobacillus, ki jih najdemo v jogurtu, lahko pomagajo pri izgubi telesne teže in pa maščobnih oblog okrog trebuha. In sicer so ugotovili, da se je pri pretežkih odraslih, ki so 43 dni jedli jogurt z Lactobacillus amyloris, odstotek telesne maščobe zmanjšal precej več, kot pri tistih, ki so jedli jogurt brez dodanih teh probiotikov. Tako da se v trgovini vedno splača majčkeno tudi obrniti embalažo izdelka pa prebrati, kaj zadaj piše, da boste pogledali, a ta vaš jogurt, ki ga kupujete, sploh vsebuje te zdrave kulture ali ne. Na oljčnem olju prepražimo zelenjavo po izbiri in jo na koncu primešamo kuhanemu rižu. Zelenjavi razen soli in popra ne dodajate nobenih začimb. Ja, kje pa jogurt? No, zelenjava z rižem je že sama po sebi zelo dietna hrana, tukaj pač nimam pripomb. Bi si pa vseeno mislila, da če gre za dieto z jogurtom, da bo v obroku tudi jogurt. No, očitno ne. Mogoče pa to neke sorte postopno uvajanje v dieto. Čakaj, da vidim. Aha, v bistvu ja, evo, kosilo v bistvu že za drugi dan navaja uvedbo jogurta v piščanca. Na temo jogurtove diete so bile napisane številne knjige. Nutricionisti pravijo, da probiotiki v jogurtu pomagajo zdraviti debelost, pomagajo tudi pri prebavnih težavah, alergijah, sindromu razdražljivega črevesja, pa tudi pri boleznih dlesni, počasnih metabolizmih, glivičnih vnetjih in pa celo pri diabetesu. Ok, danes je dan številka 2 tele moje diete. Trenutno sem pred tem, da si pripravim kosilo. Za zajtrk sem imela eno tako bolj solata stil kumarice v jogurtu. Za kosilo bom pa pripravila v bistvu meso pa gobe z jogurtom. Kako se počutim? V bistvu po enem dnevu te jogurtove diete se kar v redu počutim, niti nisem lačna, čeprav mi je sam seštevek kalorij na začetku se zdel tako zelo boren. Moram reči pa, da sem danes stopila zjutraj na tehtnico, pa da se je tudi kar majčkeno že poznala, tako da dajmo videti še te 2 dni.
No, prebrala sem eno knjigo, kjer avtorica navaja, da si v bistvu z jogurtovo dieto pozdravlja celo laktozno intoleranco, za kar sicer sama nisem našla nobene znanstvene razlage, ki bi to lahko potrdila. Mene pa zanima, če boš kaj drugače počutila, glede na to, da so v jedilniku tudi živila, ki jih sicer ne ješ. Ja, to je pa vedno problem diete. Evo, tole je izpadlo še kar zanimiv, čeprav moram priznati, da paradajza pa gob skupaj še nisem jedla. So me učili, da se to ne dela. Ampak dobro. No, slavni se vedno poslužujejo takšnih ali pa drugačnih diet. Ne povejo pa ti, da je običajno v ozadju nek prehranski načrt, ki ti ga poskušajo prodati, ali pa, da so se celo naročili na obisk pri lepotnemu kirurgu. Skuhajte 100 gramov testenin, dodajte eno sesekljano papriko in kuhano jajce. Vse skupaj zmešamo z jogurtom. Testenine za večerjo? Okej, to gre čisto v nasprotju z mojim prepričanjem, da je za večerjo treba jesti beljakovine, saj te pomagajo, da se po noč pač ne prebujamo, ampak okej, dajmo probati. Osebno pa mislim, da je jogurt kot živilo za hujšanje učinkovit predvsem, kadar nadomesti druge visokokalorične prigrizke, ki ne vsebujejo beljakovin, ne pa kar tako, pač sam po sebi. Torej, če imamo namesto dnevne doze čipsa ali pa večerne pregrehe s čokolado, rajš posežete po jogurtu, se bo to verjetno poznali tudi na tehnici. Ta dieta obljublja 4 kg minusa v 3 dneh. Moram reči, da jaz sem tudi že vmes malo skakala zjutraj na tehnico in sem bila kar presenečena, ker dejansko sem s to dieto uspela izgubiti 3 kg. Ne. Bi pa rekla, da tukaj ne gre najbrž za neko izgubo maščobnega tkiva, čeprav imam bolj raven trebuh, ampak po vsej verjetnosti za izgubo vode. Tako da evo, na kratek rok je ta dieta zagotovo uspešna, ni pa to nekaj, kar bi se mogli oziroma lahko držali na daljše časovno obdobje. Vsej veste, kaj deluje pri dietah za daljši čas, sprememba življenjskega sloga in prehrane. No, vseeno pa niso vsi jogurti enaki in nekateri lahko ob rednem uživanju v bistvu naredijo več škode, kakor koristi. Sladkor? Torej se splača malo tudi pogledati, kaj kupujete in pa prebrati zadaj, kaj piše na izdelkih. Dieta je uspešna kdaj? Kadar pojemo manj kalorij, kakor jih porabimo. In tukaj je to tudi cel point. Se pravi, da si zmanjšamo skupno število kalorij, ki jih zaužijemo v dnevu. Kar si lahko pomagamo, če jogurt seveda nadomestimo z raznimi prigrizki, mastnimi, sladkimi, kakorkoli. Zakaj pa vedno toliko poudarjava, da je fajn posegati po navadnih, naravnih jogurtih in ne sadnih? Zato, ker sta z vidika strukture čist različna. Recimo navaden jogurt ima manj kalorij, manj sladkorja, manj svinarije, kakor en saden jogurt. Pa ponavadi, ko nam je saden všeč, ga popijemo oziroma pojemo precej več, kakor bi navadenga. Pol smo pa čez. Zato je v tej dieti pomembno res, da se držite tega, da vzamete navaden jogurt. Ker pa je jogurt res dober vir kalcija, beljakovin in pa probiotikov, ga dajte vsekakor vključiti v svojo prehrano. Če tudi sami poskusili tole moderno dieto, dajte nama spodaj v komentarje zapisati, kako vam je šlo. Pa če mi bi video všeč, nama stisnite like in se naročite na kanal, če se še niste. Mi dva greva zdaj še na en jogurt. Potem se pa vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Fuj, kaj sem mogel mlek spiti.